Pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Gostja v današnji predvolilni oddaji je Vesna Fašink, ki se kot nestrankarska kandidatka poteguje za mesto županje v občini Idrija. Dobrodošli v našem studiu. Lep pozdrav. Povedal sem, da ste nestrankarska kandidatka, vendar s podporo stranke Gibanje Svoboda. Drži ta podatek? Ja, ta podatek drži. Za svojo kandidaturo sem dobila podporo stranke Gibanja Svoboda. Sicer je pa moj predlagatelj lista Odgovorni za občino Idrija. Zakaj ste si nadeli tako ime? Zato, ker želimo dati poudarek na odgovornosti. Odgovornost je ena velika vrlina, ki pripelje do boljših rezultatov. Ljudje, ki smo odgovorni in svoje delo tako tudi opravljamo, smo zagotovo bolj učinkoviti in boljši. Ne bi bilo lažje se vključiti v neko že obstoječo politično stranko? Pa mislim, da je na lokalnem nivoju mogoče ta varianta, ki jo Zakon o lokalni samoupravi daje z listo, najboljša varianta. Zato, ker dovoljuje, da se v isto skupino, v listo volivcev, povezujemo vsi ljudje, ki imamo na prvem mestu interes postaviti razvoj kraja, mesta, občine na sam začetek, torej na primarni nivo. Živite in delujete sicer v Idriji, svojo poklicno pot pa ste začeli na podeželju, na Vojskem. Leta 80 ste tam imeli delovno mesto, bili ste učiteljica v osnovni šoli. Kakšni so spomini na tisti čas? To drži. Moja prva zaposlitev je bila takoj po 18. letu starosti. Dobila sem jo na podružnični osnovni šoli Vojsko. Z družino smo prišli na Vojsko zato, ker je tam bilo tudi stanovanje, ki nas je čakalo. Hči Katja je takrat imela komaj 3 mesece. Imam zelo lepe spomine na Vojsko. Tako da se, zelo pogosto vračamo na kakšne sprehode in obiske. Skoraj redno, vsako leto 2-krat. Poslopja pa ni več? Poslopja pa ni več, ja. Tudi kar nekaj pozitivnih sprememb je na Vojskem. Kasneje ste študirali tudi pravo in pridobili izobrazbo. Sedaj ste odvetnica v svoji odvetniški pisarni. To je malce drug svet, ne? Ja, jaz sem obe fakulteti končala ob delu, pač zato, ker sem si zelo zgodaj ustvarila družino in sem morala tudi v osebnem življenju prevzeti odgovornost. Po nekaj letih učenja me je zamikalo pravo. In ker sem bila pri študiju prava izredno uspešna, sem ga potem z veseljem dokončala v rednem roku. Pa moram povedati, da sem od prvega dne prava si želela postati prav odvetnica. Še prej pa ste delali nekaj časa tudi v občinski upravi, se spominjam. Ja, takoj potem, ko sem diplomirala na pravni fakulteti, sem dobila službo v občinski upravi in to ravno v tistih letih, ko je v državi veljal novi zakon o lokalni samoupravi in ko smo postavljali lokalno samoupravo v taki obliki, kot obstaja še danes, povsem na novo in na noge. V enem od besedil ste zapisali sledeče: županja mora svojo verodostojnost vsakodnevno dokazovati z vodstvenimi sposobnostmi in vsebinami, ki so v javnem interesu. Poudarjate prav ta javni interes. Zakaj to? Jaz mislim, da mogoče nam je tudi čas v tem tempu tak, kot je, prinesel eno naglico, v kateri se zelo pogosto zabriše meja med javnim in zasebnim. Zato mislim, da je zelo na mestu, da se takrat, ko upravljaš to funkcijo, vsakodnevno sprašuješ, ali si vse naredil v javno korist. Kakršnokoli mešanje z zasebno koristjo, zasebnim interesom, bodi si načrtno ali pa naključno, ni dobro. Zato se mora župan, bom rekla tako, samo kontrolirati, da je dosleden pri svojem delu. To trdite na osnovi izkušenj iz občinske uprave, ko ste bili tam v službi? Ne, zagotovo ne. Takrat, ko sem bila jaz v službi, je bil ravno ta javni interes vodilo našega dela. Takrat smo na novo postavljali standarde, ki so bili zelo visoki.
In če kaj bi si želela, da bi tako visoke standarde pri upravljanju s premoženjem občine držali še vedno, danes in jutri. V vaših predvolilnih dokumentih omenjate tudi 3 besede, kot so nepotizem, kronizem in klientelizem. Tem oblikam naj bi po novem odzvonilo. Zagotovo, glejte, če kdo, potem mora biti občina vzor zakonitega poslovanja. Občina ne sme imeti niti priprtih vrat za kakršnekoli take nedopustne oblike poslovanja. Delovna mesta, ko jih občina razpisuje, morajo biti dostopna vsem pod enakimi pogoji. Ko se razpiše možnost stanovanj, mora biti to razpisano in dodeljeno na ta način, da je za vse pod enakimi pogoji. Zelo napačni signali ljudem so v smislu, da jaz osebno lahko nekaj postorim. Jaz kot županja osebno postoriti takih stvari ne smem. Moram uveljavljati zakonite poti in moram dajati pravilno verodostojnost vsem občinskim organom, občinskemu svetu, odborom, komisiji in s tistim poudarjanjem, kaj jaz osebno lahko za koga storim, lahko pošljem zelo napačne signale med občane in občanke in sem prepričana, da si tega nihče ne želi. To pomeni enakopravna obravnava, ampak najbrž na vseh ravneh. Tako je. Tudi na ravni države. Kako komentirate dejstvo, da občina Piran in občina Idrija dobita za zimsko službo enako denarja? Ja, zagotovo, glejte. Zato je tudi eden od mojih temeljnih točk programa močan in odločen dialog z Republiko Slovenijo. Mene zelo moti, da so občine financirane na tako nepošten način. Jaz se imam namen odločno pogovarjati z Republiko Slovenijo in te standarde predstaviti na državni ravni kot precej problematične. Občina Idrija dobi za celostni razvoj 1,2 milijona denarja, od tega mora za zimsko službo in za lokalne ceste odšteti v neki povprečni zimi preko 800.000 evrov. Moj namen je odločno postaviti dialog z Republiko Slovenijo in doseči boljše financiranje občine. Mislim, da so župani na tej točki v preteklosti mogoče preveč obstali, da so bili premalo zahtevni, premalo udarni in tu je treba spremeniti financiranje države. Se strinjam. Kaj pa ta povezava na vertikalni osi? Po strankarski liniji, naprimer, če bi bili vi članica neke stranke, ki je trenutno na oblasti, bi mogoče imeli bolj odprta vrata. Ali je to klientelizem? Jaz mislim, da se vlada pač mora predvsem odzivati na to, kakšni problemi obstajajo v določenem okolju in da mora skrbeti za enakomeren razvoj vseh področij v državi. Tako do Idrije kot do Pirana in do še marsikoga drugega. Mislim, da je moč dialoga z Republiko Slovenijo v argumentih, v podatkih, ki jih moramo državi predočiti, zato da vsebinsko zagovarjamo boljše financiranje. Na volitve ne odhajate sami, ampak s podporo vaše liste. Tudi liste kandidatov ste vložili za občinski svet, tudi za neke krajevnih skupnosti. Kakšno ekipo ste zbrali okrog sebe? Okrog mene je odlična ekipa sodelavcev. Trenutno smo na številki preko 40 ljudi, različnih starosti, različnih poklicev. Vse nas združi velik motiv po tem, da v Idriji naredimo spremembe in da se ambiciozno usmerimo v prihodnost. Mislim, da delamo zelo dobro. Sestavili smo program, ki ima v bistvu 3 sklope. Zato, da bomo dobri in odgovorni, pa smo si predpisali tudi etični kodeks. Primarno zdravstvo je sigurno področje, s katerim se vsak občan prej ali slej sreča. Kako ste zadovoljni s tem na območju občine Idrija? Od občanov slišimo, da je dostop do primarne ravni precej otežen, da obstajajo resni pomisleki o tem,
da naši ljudje ne bodo več pravočasno zdravljeni. Pa dobro vemo, da je pravočasna diagnoza in zdravljenje lahko odločilnega pomena. Tako da zagotovo si bom jaz in moja ekipa prizadevali v tem, da se ta dostopnost do primarne zdravstvene ravni vzpostavi na tak obseg in tak standard, kot je to bilo pred koronskimi časi. Ljudje v Idriji so obremenjeni tudi zaradi vplivov ostankov živega srebra. Boste na tem področju kaj storili? Zagotovo tudi kaj o tem. Nismo se v sklopu programa o tem kaj posebej pogovarjali, ker smo predvsem osredotočeni na to dostopnost do primarne ravni in pa glede na kadrovske probleme v zdravstvenem domu, na pomanjkanje osebnih zdravnikov, pa na pomanjkanje ginekologije, tako da posebej o tem nismo dorekli smernic. Občani vsak mesec dobijo položnico, s katero plačajo obveznosti do komunalnega podjetja. Vidite tukaj kaj rezerv v organizaciji delovanja te službe? Komunalne storitve so ena od pomembnih točk našega programa. Zagotovo morajo biti rezerve in zagotovo bo komunalna služba morala delovati boljše. Ljudje za tako visoke položnice morajo dobiti boljše izvajanje komunalnih storitev. Izboljšati moramo mogoče tudi odnos do okolja. Zelo veliko bomo storili že s tem, če bomo predvsem odpadke pravočasno vozili na deponije in če bomo po celotni občini uredili dobre ekološke otoke. Neurejenost teh ekoloških otokov po vsej občini zelo poslabša vtis o zunanji urejenosti naših krajev. Zato je treba v to zagristi in v naslednjem mandatu te stvari opraviti. Pa vendar ob zadnji analizi teh odpadkov v kontejnerjih je bilo ugotovljeno, da številni občani napak in v nasprotju z navodili odlagajo odpadke. Torej smo na področju vzgoje, izobraževanja. Ja, delno tudi to drži. Sam stvar je v tem, da je treba ljudi izobraževati, kam kaj lahko odložim. Tudi sama se dostikrat sprašujem o tem, kam recimo bom stiropor odložila in tako dalje. Pojavlja se vrsta konkretnih vprašanj. Jaz mislim, da je komunala na tem premalo naredila, da se da zagotovo še kaj postoriti. Poglejte zadnji dan zdravja, ki je bil v Idriji organiziran v sodelovanju z gasilsko službo. Tam so nam neposredno pokazali, kaj se zgodi, če pride do ognja zaradi olja. Nekaj podobnega, en tak zelo poučen dan bi morala narediti tudi komunala, da bi nas neposredno na terenu, na placu naučili, kaj in kako je potrebno sortirati te odpadke. Tako da vsekakor več izobraževanja o tem. In več dialoga tudi v programu ste zapisali, da se boste zavzemali za vzpostavitev nove kulture dialoga z občani. Kaj ste mislili s tem? Ja, na tem mislim zelo veliko narediti. Občani so preveč pozabljeni pri vseh teh projektih, ki jih občina izvaja. Občane je treba bolj pogosto vključevati v to, kaj želijo, kako želijo, koliko bo to stalo. Kultura dialoga mora biti pa dobra, saj vendar vidimo že na ravni države, da tu šepamo. Kulturo dialoga moramo vzpostaviti na višjo raven. Občinski uslužbenci se morajo do vseh občanov obnašati zelo spoštljivo in taka pot mora biti tudi obratna. Tudi občani, ko opozarjajo na kakršnekoli pomanjkljivosti, hibe, negativnosti na terenu, morajo to storiti na kulturen dialog. Jaz mislim, da nas bo ta medsebojna kultura dialoga lahko pripeljala do strpnejšega in boljšega sodelovanja. Napovedujete tudi štipendije za poklice, ki so deficitarni. Katere poklice ste imeli v mislih? Predvsem smo tu razmišljali o štipendiranju na medicinski fakulteti.
Namreč situacija, da danes v Idriji potrebujemo kar 10-11 zdravnikov, je zelo kritična in do nje ne bi prišlo, če bi pred 10 leti znali izračunati, koliko ljudi nam bo odhajalo v pokoj, in če bi že takrat uvedli kadrovske štipendije za študij na medicinski fakulteti. Zato se nam zdi, da se ista zgodba čez 10 let zopet ne ponovi, zelo smiselno, da uvedemo štipendije. Področje stanovanjske gradnje. Na to področje so najbolj občutljivi predvsem mlade družine. Stanovanj v Idriji po eni strani primanjkuje, na drugi strani pa so številna poslopja, ki niso zasedena. Kako rešiti to zadrego? To je pa res veliko. To področje bo zahtevalo zelo veliko dela. Dober projekt je zastavila občina s tem, ko je v bivšem dijaškem domu nastavila projekte, da pridobimo 13 stanovanj. V teku je tudi nekaj dobrih zasebnih projektov, tako da tu nam zasebniki pomagajo nadomestiti primanjkljaj na trgu. Kje so še rezerve? Veliko občanov ima stanovanja nezasedena zelo dolgo dobo. Jaz sama vem, da na poti od pisarne do doma vsaj 3 stanovanja so zaprta že 20 let, če ne več. Mislim, da je tega po Idriji zelo veliko. Najprej bi se trudila z določenimi PR-ovskimi komunikacijami te ljudi prepričati, da nimajo stanovanj več na rezervi in da jih probajo na trgu prodati. Stroka bi lahko ugotovila tudi, da imamo nesorazmerno veliko praznih poslovnih prostorov, vendar na določenih manj pomembnih lokacijah bi bilo mogoče dobro presoditi možnost, da iz poslovnih prostorov lahko naredimo tudi stanovanje ali pa kakšno obliko varovanega stanovanja. Seveda je treba pa zelo aktivno sodelovati tudi s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Država se tukaj trudi, pripravlja nekaj programov, tako da tudi s pomočjo države bi mogoče v Idrijo pripeljali boljše čase. V Ledinah, v Godoviču naj bi nastale nove telovadnice, novi kulturni centri, otroški vrtci, novi oddelki, povečana šola v Ledinah. Kako spremljate te načrte? Moram reči, da v teh mesecih, odkar sem se odločila, da vstopim v lokalno politiko, se me je prav do srca dotaknila zgodba Črnovrške planote. In dejansko smo naše podeželje pripeljali do zelo velikih razlik. V Ledinah, v Godoviču je dejansko standard že sedaj zelo dober. Imamo krajevne skupnosti, ki imajo že skorajda vse. Imamo pa Črnovrško planoto, ki nima skorajda ničesar. Saj se je res nekaj vlagalo v osnovno šolo, vendar je vse ostalo na papirju. Projekt ureditve centra Črnega Vrha se je recimo začel že leta 2003. Ko sem se poglobila v ta projekt in pogledala, kaj in kako, smo v bistvu pa ugotavljali, da je mogoče celo že zastarel. Črni Vrh rabi obvoznico. Državi je treba jasno postaviti to, da za razvoj stališča, kaj bo jutri, bi Črni Vrh rabil že obvoznico, da se tisti težki tovornjaki čez center sploh ne vozijo. In da se center vasi uredi tako, da bodo vsi ti vodi, kanalizacijske napeljave, čistilna naprava pa v centru urejeni tako, kot morajo biti. Na Črnem Vrhu recimo imajo tudi dom krajanov, ki je urejen samo v eni malenkosti spodaj, pa dom krasno živi, gor se dobivajo planinci, pevci, krajevna skupnost. Jaz mislim, da je skrajni čas, da se ta dom uredi na tak način, kot smo priča podobnim domovom po drugih krajevnih skupnosti. S tem, da je tudi kulturna dvorana v Spodnji Idriji v dosti slabem stanju, ampak slišim, da projekt za to obstaja. In tam žal imamo še vedno WC, ki je skoraj že zgodovinske vrednosti.
Kako pa gledate na stanje kulturnih domov v Idriji? Rudniška dvorana je iz povsem nekih drugih časov. Ja. No, v sklopu naših vsebinskih programov je realizacija tudi prenove filmskega gledališča v Idriji. Ko bi dosegli prenovo, razširitev filmskega gledališča v Idriji, bi verjetno Rudniška dvorana ne bila več potrebna. Bil bi en objekt manj, pa mogoče se tam potem sprosti prostor, na katerem bi lahko načrtovali pa kaj od tistega, kar Idriji zelo manjka. Ste zadovoljni z življenjskim utripom občinskega središča? Prej ste omenili, da Črni Vrh odlično diha, tako s prireditvami. Mesto včasih se zdi, da spi. Mesto, po mojem videnju, zaniha. So obdobja, ko imaš občutek, da spi, in so obdobja, ko prireditve zelo lepo tečejo in so se določene prireditve v mestu tudi že zelo lepo prijele. Mogoče moramo ljudi še dodatno zmotivirati, da bodo določene prireditve bolje obiskane. Tu se zagotovo da še kaj narediti. Kar se pa tega, Idrija je mogoče postala premalo ambiciozna v nekih razvojnih projektih, mogoče tudi premalo odprta na pestrost teh prireditev, vendar pa, da je stanje nezadovoljivo, to bi pa rekla, da ne bi bilo prav očitati. Sedaj v teh dneh hodite pravzaprav po krajevnih skupnostih, se pogovarjate z občani in kaj obljubite? Obljubljamo malo, ker želimo biti realni, ker nam stanje našega proračuna ni čisto dobro jasno, koliko in kaj ta proračun še zmore. Vendar pa zagotovo bo potrebno storiti v zvezi s centrom Črnega Vrha napredek, z domovi krajanov, tam, kjer še niso dograjeni. Zagotovo obljubim skrb za pitno vodo, ker je nujno potrebna. Dograditi bo potrebno vodovode tam, kjer so projekti v teku. Potrebno bo preprečiti odtekanje pitne vode. Zagotovo lahko obljubimo skrb za cestno infrastrukturo, vsaj v takem tempu, kot se je to do sedaj izvajalo. Zagotovo bomo naredili nove te ekološke otoke po celem podeželju, v vsem ostalem smo pa v obljubah precej previdni. Boste po izvolitvi za županjo zaprli odvetniško pisarno in delovali kot poklicna županja, ali boste obdržali pisarno in bili kot nepoklicna županja? Več različic je možnih. Ja, ampak to sta dve zadolžitvi, ki zahtevata celega človeka. Ko upravljaš poklic odvetnika, ga upravljaš 12 ur na dan in 6 dni v tednu. Si predstavljam, da je tudi z županovanjem enako. Cel dan, pa po možnosti še vsaj ob sobotah, če ne celo ob nedeljah. Ti dve stvari nista združljivi. Ko bom izvoljena za županjo, se bom temu posvetila v celoti, tako kot sem se svoji odvetniški pisarni. Pisarno pa bom zaprla oziroma upam, da pripeljem kakšno mlado Idrijčanko ali Idrijčana, ki zdaj to isto delo opravlja kje drugje, da pride in se vrne nazaj v Idrijo. Vesna Fašink, hvala za obisk v našem studiu, hvala za ta pogovor in vse dobro in uspeh na volitvah vam želim. Ja, hvala lepa. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.